Lep pozdrav na drugem predavanju v letniku o planskih gospodarstvih, ki ga organiziramo v Inštitutu za delavske študije. Najprej bi se spet zahvalil Placu, da smo lahko tukaj. Pač kot veste, Plac je neka samoorganizirana zadeva in pač tudi prosijo, če ima kdo kakšen evro, pač ga lahko tudi da za delovanje te institucije. Najdete v bistvu eno posodo pač tam spredaj na šanku, tako da je pač pri izhodu, če kdo želi prispevati, lahko, no, to je pač najmanj, kaj lahko mi naredimo, da smo lahko tukaj. Danes pa nam bo predavala v bistvu dolgoletna članica Inštituta za delavske študije in doktorica filozofije Lea Kuhar, ki bo predstavila pojem dolgoročništva oziroma long-termism v angleščini in poskušala tudi podati neko konstruktivno kritiko tega pojava. Ja, hvala, Jarnej. Hvala vsem, da ste prišli. Ja, mogoče najprej ta razlaga. Dolgoročništvo je pač nek moj prevod koncepta oziroma termina long-termism, za katerega še ne obstaja zares slovenskega prevoda, tako da meni se zdi to najbolj ustrezno, no? Ampak ja, pač ponavadi, če ste slišali za ta pojav, se ponavadi uporablja angleška verzija. Pa mogoče še na kratko o sami izbiri teme. Torej, kot je rekel Jarnej, je pač ta letnik na temo planskih gospodarstev in v preteklosti so levo usmerjena planska gospodarstva ponavadi utemeljevala svoje delovanje na neki kritiki privatnega sektorja, ki ne bi bil za razliko od njih fokusiran na neko kratkoročno delovanje, na to oplajanje presežne vrednosti, oziroma na neko delovanje, ki je podrejeno kapitalu, tržnim mehanizmom in zaradi tega niso sposobni bili pogledati neke družbene pojave oziroma se boriti proti družbenim problemom, ko so globalno segrevanje, revščina države, težave, s katerim se sooča tretji svet, izkoriščanje in take stvari. Vendar pa je v zadnjih parih letih oziroma zadnjem desetletju začelo nastajati veliko desno usmerjenih planskih ideologij, ki se zapostavljajo temu pojmovanju oziroma so začele planirati delovanje na dolgi rok. In ena ta najbolj danes razširjena je dolgoročništvo oziroma long-termism. To gre za plansko ideologijo, ki še vedno zagovarja idejo prostega trga, ampak svoje dejanje utemeljuje z etično držo, ki je usmerjena v dolgoročno izboljšanje človeške prihodnosti. Ta specifično, pa tudi nasploh te ideologije so značilne za privatne korporacije, predvsem za tehnološki sektor, ki svoje delovanje utemeljuje na družbenem dobrom, do katerega ne bi pripeljal razvoj te njihove tehnologije. Zdaj, kot pač sem že rekla, gre za ta long-termism, ki ga jaz prevajam kot dolgoročništvo. Pri svojem predavanju se bom veliko navezovala na kritiko avtorja Emila Pitoresa, ki je doktorski kandidat filozofije in mogoče zdaj že doktoriral, mislim, da ne. Ustanovitev tudi long-termism huba, to je pač nek hub, ki se prav ukvarja s kritiko tega pojava. In če ga citiram, pravi, dolgoročništvo je morda ena najvplivnejših ideologij, za katero je slišalo le malo ljudi zunaj elitnih univerz in Silicijeve doline. Torej, pač tudi zdaj, ko sem jaz povedala ljudem, da imam to predavanje, so bili vsi tako, kaj pa je to neka obskurna stvar, noben sploh za to ni slišal, ali je to tako sploh pomembno. In jaz mislim, da pač to, da nihče ni slišal, sta razloga predvsem dva. En razlog je ta, da še vsem smo v nekem bublu, ker pa če gremo ven iz nekih teh naših levičarskih krogov, ta nek sektor fanov Ilona Muska ali pa nekih teh tech brojev, pač vsi vejo, kaj je to, oziroma če ne vejo za long-termism, vejo za efektivni altruizem, ki je v bistvu ta ideja, ki bom pokazala kasneje, iz katerega dolgoročništvo izhaja. Poleg tega pa tudi se mi zdi, da velikokrat ljudje dejansko vejo, kaj je to, ampak ne vejo zares, da
ne znajo tega zares poimenovati. Torej operirajo s temi nekimi koncepti, ki so značilne za to ideologijo, ampak ne vejo zares, da je to taka zelo razdeljena stvar, kot je. Torej, moje predavanje danes bo tako zelo neteoretsko, ampak bo v bistvu predstavitev tega, kaj je dolgoročništvo, kako se je začelo, iz česa izhaja in zakaj, kdo so glavni avtorji, ki to širijo in tudi zakaj je pač, jaz mislim, da to zelo pomembna stvar in zakaj bi mogli danes o tem govoriti, sploh, če govorimo o planskih gospodarstvih. Torej, dolgoročništvo. Zdaj ta torej spravi, da gre za kvazi religiozni red. Jaz mislim, da gre za tehno-utopistično plansko ideologijo, ki zagovarja tehnološko-utopističnega postčloveškega raja, idejo tehnološko-utopističnega postčloveškega raja, do katerega naj bi prišli s pomočjo genskega inženiringa radikalno izboljšanih ljudi, ki naj bi kolonizirali vesolje in omogočili obstoj 1 kvadriljona digitalnih ljudi, ki bodo živeli v virtualni simulaciji nekaj 100 tisoč let od sedaj. Zdaj sem mogla prav pogledati, kaj je ta kvadriljon ljudi. Torej imamo milijon, pač te številke so pomembne. Imamo milijon, ki je 10 na 6, potem milijarda, ki je 1000 milijonov, biljon, 100 milijard, biljarda, 1000 biljonov, trilijon, 10 biljard, potem trilijarda je 1000 biljard in potem kvadriljon je 1000 trilijard oziroma 10 na 24. Toliko ne bi bilo digitalnih ljudi v prihodnosti, ki bodo živeli v računalniški simulaciji. Torej, rekla sem, da je dolgoročništvo tehno-utopistična ideologija. Zakaj je tehno-utopizem? Kaj je tehno-utopizem? Tehno-utopizem je ideja, da bo razvoj tehnologije, predvsem umetne inteligence, milijone ali milijarde let v prihodnosti pripeljal do razvoja postčloveške rase. Koliko bo teh ljudi se sicer razlikuje, kot sem rekla, zdaj pač ena številka je ta 1 kvadriljon, potem imamo nek podatek, da bo jih v bistvu 10 na 58, to je Nick Bostrom, en glavni zagovornik trdi, ampak pač v vsakem primeru gre za nekakšno vizijo, nekakšne popolne družbe, ki temelji na tehnologiji oziroma je vezana na to, da bo tehnološki napredek pripeljal do tega utopističnega raja. Potem gre za plansko ideologijo, zaradi tega, ker temelji na ideji, da moramo narediti dolgoročno vizijo oziroma plan za pospeševanje razvoja tehnologije in storiti vse, kar je potrebno, da preživimo dovolj dolgo, da pač koloniziramo vesolje. Oziroma pretvorimo planete in vse posameznike v neke velikanske računalniške simulacije in ustvarimo vse pogoje za obstoj in preživetje tega 1 kvadriljona ljudi. Torej ne gre za neko, kot sem že rekla, osnovno idejo, mislim, tudi v osnovi gre za to še vedno idejo nekega prostega trga, ampak se tu doda še plan oziroma načrtno usmerjanje tehnološkega napredka s specifičnim ciljem in uporaba vseh možnih resursov za dosego tega pač razvoja. No in je ideologija. Ideologija pa zato, ker ne gre za neko znanstveno teorijo, gre za ideološki svetovni nazor, za nek skupek idej in praks, skozi katerega se osmišlja svet, politika, zgodovina in celotna prihodnost človeštva. Gre za specifično ideologijo, ki odraža oziroma reinforca, krepi kapitalistično produkcijska razmerja in privilegira in ohranja že obstoječe razmerja moči, tako ekonomska kot politična. Zdaj pač bom se nakratko, te vse termine bom potem še bolj podrobno razložila, zdaj vam bi rada sem nakratko povedala osnovno idejo, ker potem, ko bom govorila o avtorjih, ki to delajo, bi rada, da vi imate približno vizijo, kaj sploh to je. Torej, dolgoročništvo je šlo iz ideje učinkovitega altruizma. Če niste slišali za dolgoročništvo, ste verjetno slišali za effective altruizem, ker to je pač full big. Učinkoviti altruizem je projekt, katerega cilj je najti najbolj učinkovite načine za pomoč drugim in te načine uporabiti v praksi. Je neka vrsta dobrodelništva in je hkrati tako raziskovalni projekt, torej je projekt neka skupnost, ki namenja ogromne, ampak res ogromne količine denarja za raziskave, tako teoretsko kot čist empirične raziskave,
s katerimi identificirajo najbolj pereče težave v današnji družbi in iščejo najbolj optimalne rešitve za te težave. In je tudi pač praktični projekt, ker potem skozi razne donacije poskušajo donirati oziroma spodbujati skupine, ki skušajo te težave na svoj način odpraviti. Najbolj se pa napaja iz transhumanizma in utilitaristične etike. Transhumanizem je filozofsko in znanstveno gibanje, ki zagovarja uporabo trenutno obstoječih in nastajajočih ideologij, kot so genski inženiring, krionika. Krionika je ta znanost, ki se ukvarja z zamrznitvijo ljudi. Torej, ideja je, da pač danes nimamo tehnologije, ki bi omogočila posmrtno življenje, ampak nekoč se bo razvila in veliko ljudi, zdaj je zelo, mislim, to je sicer popularno že 40 let, ampak zdaj je spet nek ta poraz, da se dajo ljudje zamrzniti. Sem našla eno sliko podjetja, ki je trenutno najbolj aktualno, Alkor. Torej, gre za uporabo teh tehnologij, zato da bi povečali neke te človeške zmogljivosti in izboljšali in podaljšali človeško življenje. In še utilitarizem. Utilitarizem je etična filozofija, ki pripisuje dejanja, ki vodijo do maksimalne sreče in dobrega počutja za vse udeležene posameznike. V primeru dolgoročništva je naša moralna dolžnost, da naredimo vse, kar je mogoče za to, da dosežemo preživetje teh digitalnih ljudi. No, zdaj pa kdo to dela? Ker pač to se sliši kot neka res obskurna stvar, ki nek sci-fi tehnotopizem, ampak to je res, kot bom pokazala zdaj, in sem vzela nekaj časa, da to pokažem, vse prej kot obskurno. Po eni strani imamo tu akademske zagovornike, cel filozofski oddelek Univerze v Oxfordu so dolgoročniki. Tako, res, bom pokazala zdaj par primerov, ampak res vsi, in to ne gre za kar nek privatni faks, ampak se gre za neke prestižno univerzo, ki masovno producira članke, knjige, organizira konference, ustanavlja inštitute, pač imajo nek moč in prestiž. En tak primer je Nick Bostrom. Nick Bostrom je profesor filozofije na Univerzi v Oxfordu, je ustanovitelj in direktor Inštituta za prihodnost človeštva, Future of Humanity Institute, ki ga je ustanovil 10 let nazaj, skupaj z Jamesom Martinom, še enim tehnološkim milijonarjem in futuristom. Je eden izmed glavnih zastopnikov transhumanizma danes. On je tudi pač, za ne vem, če ima še, ampak včasih imel to verižico skozi za vratom, ki mu dovoljuje, oziroma ki tem Alkor podjetju dovoljuje, da potem, ko umre, če umre nenadne smrti, ga zamrznejo. Med drugim je tudi soustanovitelj in trenutnik predsednik Svetovnega transhumanističnega druženja, zaslovel pa predvsem s knjigo Superinteligenca oziroma Superintelligence, Paths, Dangers and Strategies. To je bil New York Times bestseller leta 2014, ko je šlo. In še mislim, da je še vedno tako ena najbolj branih del. V tem knjigi pa razlaga o tem, kako bo razvoj tehnologije s časom pripeljal do te točke singularnosti. Točka singularnosti se zgodi takrat, ko je umetna inteligenca tako bolj napredna od nas, od te človeške inteligence, da zares ne moramo več razumeti, kaj se dogaja oziroma kako deluje. Drugi raziskovalec, akademik, je Toby Ord. On je avstralski filozof. Leta 2009 je ustanovil Giving What We Can, mednarodno združbo, katere člani se zavežejo, da bodo dajali 10% vsega svojega dohodka njim oziroma dobrodelnim organizacijam. Je višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za prihodnost človeštva, ki je situiran na Univerzi v Oxfordu. V svojem delu se najbolj osredotoča na eksistenčno tveganje, to bom potem povedala, kaj je. Leta 2020 je išla njegova knjiga The Precipice, Existential Risk and the Future of Humanity. To je še eno najbolj temeljno delo na področju dolgoročništva. Je tudi eden izmed ustanoviteljev gibanja za učinkoviti altruizem,
ki so ga ustanovili leta 2011 in se zdaj ponaša že 46 milijardami sredstev, čeprav to so podatki za 2020, mislim, da je zdaj imajo še več. Potem je Nick Backstead, on je direktor Sklada za prihodnost, Future Fund, predtem je bil programski urednik Open Philanthropy, kjer je delal na področju zmanjševanja tveganja globalnih katastrof, na znanstveni filantropiji in štipendijah za učinkovit altruizem. Predtem je bil tudi raziskovalec na univerzi Rutgers, na Inštitutu za prihodnost človeštva in napisal je neko dizertacijo o oblikovanju daljne prihodnosti, pa pomagal ustanoviti ta center za učinkovit altruizem. No in še zadnji, mislim, drugače jih je več, ampak zdaj bi jih rada samo te glavne predstavila. Torej, to so ti ljudje, ki zagovarjajo to idejo teh digitalnih ljudi. William MacAskill je škotski filozof, avtor in eden od začetnikov gibanja učinkovitega altruizma, je izredni profesor filozofije in znanstveni sodelavec na Inštitutu za globalne in prednostne naloge na Univerzi v Oxfordu in direktor fundacije The Forethought Foundation, ki se ukvarja z raziskovanjem globalnih človeških prioritet. Njen glavni namen pa je promocija akademskih raziskav, ki se ukvarjajo z vprašanjem redistribucije bogastva oziroma resurjev. On je ustanovil gibanje Giving What We Can, to je ta organizacija, za katero sem rekla, da se vsi zavežejo, da bodo 10% svojega dohodka darovali njim. In 80,000 ur, ker je šana neprofitna organizacija, ki se ukvarja, 80,000 ur so preračunali, da to je toliko ur, kot vsak povprečen človek dela v svojem življenju in njihova organizacija se v bistvu ukvarja s tem, da A to se ponavadi zgodi, ali je to nenavadno? Jaz sem že bila enkrat, ko se je to zgodilo, pa je bila nekaj nazaj. Aha, okej. Smo že pred tem, mogoče še vrata zapremo? Sam mislim, da bo treba nazaj zalaufati tehnologijo. A lahko to mogoče Arne? To sem že jaz popisala. Ja. Vse je povezano s tem že, ne? Ja, kabel je. Okay. Sam, da se greje skladno. Koliko vidiš, se potrebuješ da? Še kaj je projektov? 3. Čakaj še malo. Se lahko majko naprej govorim, pa če se to se greje, ko se bo. Minut, pa so. Ja. No, medtem, ko video delate, bom jaz kar naprej govorila. Se mogoče se moral sem segreti. Te moram počakati, ja. No, tam William MacAskill je napisal knjigo lani What We Owe the Future, ki se danes smatra za Biblijo dolgoročništva. In ta knjiga, v bistvu, če bi radi vedeli več o dolgoročništvu, predlagam, da se preberete to knjigo. Ker jaz na začetku, ko sem se začela zanimati za to temo, sem mislila, to so neke banalne predstave, zihar je tako malo bolj resno kot to, kar se v javnosti prikazuje. No in pa sem brala to knjigo in ne, dejansko vse te predpostavke, ki jih zdaj vam govorim, so dejanska teorija, ki jo oni zastopajo. Tako da, če bi radi vedeli, tako neko najboljša predstavitev je ta knjiga, ki sem jo hotela tekle pokazati v desnem kotu, pa boste pa videli. What We Owe the Future, William MacAskill. Imajo kle gor, sem... Bo zdajle. Čakaj? No, pa še zadnja oseba, ki jo hočem kle omeniti, je pa dolgoročništvo je tudi
Glavna raziskovalna tema Inštituta za globalne prioritete, GPI, to je organizacija, ki je povezana s tem inštitutom za prihodnost človeštva in jo vodi Hilary Greaves, britanska filozofinja, tudi trenutno profesorca na Univerzi v Oxfordu in direktorca Global Priorities Institute. Ja. Ta zadnja knjiga je ta knjiga. To je zdaj pač kao Biblija oziroma celotna teorija. No, ampak to je zdaj samo pač raziskovalni del. Mislim, raziskovalni del. Seveda vsi ti ljudje ustanavljajo inštitute, imajo ogromno denarja, povezani so s privatnim sektorjem, ne, ampak tukaj sem zdaj razdelila tako analitično, ne, imamo teorijo, pa mislim, ni takrat delitev, kot oni delajo teorijo, drugi delajo prakso, je vse povezano, ampak sem hotela vsem pokazati, da je pač pomembno na tako neki znanstveni skupnosti, kot v privat sektorju. Ampak ti, ki imajo dejansko moč in dejansko reklamirajo te teorijo, so pa, spet bom naštela samo par posameznikov. Eden izmed teh svetovalcev in pač vplivnih politikov je Jason Gavrick Matney, ameriški strokovnjak za nacionalno varnost, ki je bil včasih svetovalec Bidenovi administraciji, imel je pozicijo na Svetovni banki, bil je koordinator tehnologije nacionalne varnosti pri The White House National Security Council, od julija 2022 pa je CEO in predsednik RAND korporacije. To je RAND korporacija, je ameriški neprofitni think tank, ki izvaja raziskave na številnih področjih in panogah, vključno z nacionalno varnostjo, vojaško obrambo, vesoljstvom, izobraževanjem, javnim zdravjem, energijo, okoljem, ekonomijo, politologijo, mednarodnimi odnosi in tako naprej. Večinoma to RAND korporacijo financira vlada ZDA, potem pa tudi zasebne ustanove in korporacije, univerze in dobrodelne organizacije. So pa svetovalno telo, ki med drugim svetuje drugim podjetjem in vladam. Gavrick Matney je poleg tega tudi v preteklosti bil direktor raziskovalnega inštituta Future of Humanity Institute na tej univerzi v Oxfordu, kjer se je fokusiral na vprašanje globalnega katastrofalnega tveganja in tega global existential risk, ki bom pokazala naprej. To je nek scenarij sodnega dne, do katerega bo pripeljal razvoj tehnologije. Mislim, ker hkrati tukaj ves čas prehajam med tem, da je dobro, da tehnologijo razvijamo, hkrati pa imajo ta doomsday scenarij. No in New York Times je leta 2017 njegova ideja in on je pač velik javen podpornik dolgoročništva, je njegova ideja razglasil za idejo leta. Potem drug zelo vplivan človek, ki ga bi rada tu omenila, je Elon Musk, ki ga verjetno poznate, ampak vseeno, ustanovitelj, izvršni direktor podjetja SpaceX, izvršni direktor podjetja Tesla, lastnik in izvršni direktor Twittera zdaj, ustanovitelj podjetja Boring Company, ustanovitelj Neuralinka, OpenAI-ja, predsednik različnih človekoljubnih fundacij. Elon Musk je pred časom na Twitterju objavil povezavo do McCaskillove knjige, te Kaj dolgujemo prihodnosti, ki sem jo prej omenila, in je rekel, citiram, vredno branja, to se zelo ujema z mojo filozofijo. Poleg tega je v preteklosti podpiral dela Nika Bostroma, ta z Verižico, prek sestrske organizacije Future of Life Institute doniral $1,5 milijona Inštitutu za prihodnost človeštva. In ja, nasploh pač je investiran v ta Future of Life Institute, ki je neprofitna organizacija, ki se prizadeva zmanjšati globalna katastrofalna in eksistencialna tveganja, s katerimi se sooča človeštvo, zlasti so fokusirani na to umetno inteligenco. Pa soustanovitelj tega Future of Life Instituta je pa Jan Tallinn, in če sem ga napisala, ne, nisem. On je estonski milijarder, programer, investitor, poznan je predvsem potem, ko je bil zraven pri razvoju Skypa.
On je tudi eden izmed glavnih predstavnikov, zastopnikov tega eksistenčnega tveganja in efektivnega altruizma, ustanovitelj Centra za študije eksistencialnega tveganja in ogromne količine denarja donira tem raznim inštitutom, ki jih omenjam. Potem eden izmed zastopnikov, predvsem tega efektivnega altruizma, učinkovitega altruizma, je Sam Bankman-Fried, njega ziher poznate. On je bivši multimiliarder, javni zagovornik dolgoročništva, eden izmed glavnih podob. On je bil pač res glavna podoba učinkovitega altruizma do pred kratkim. Zakaj do pred kratkim? Pač on je zaslovel zaradi tega, ker je borzo FTX ustanovil, to je ta pač borza kriptovalut, katere izvršni direktor je bil Nick Paxted. In pač to je bila basically Ponzi scheme, oziroma pač zdaj 12. decembra so ga prijeli zaradi tega, ker je na Bahamih, ker je pač pokradil prek neke organizacije, ki je tudi pred kratkim ustanovil, mislim, da je Alameda. Ja, Alameda je bailal pač ta je kupil, ne vem točno, kako je bilo, no, ta FTT token je kupil in je bailal to svojo skratka, to je bila zelo velika stvar, ker njega so imeli kot za prodigyja. On je bil ta čudežni človek, tako kot Musk, tako kot Mark Zuckerberg, nekdo, ki ima ratal, preprosti človek, in on je bil tudi res velik zastopnik te ideje, da učinkoviti altruizem, da bogati ljudje, pač on se imel za Robin Hooda, on je rekel, da bo prek tradanja kripta zaslužil toliko denarja, da bo potem deloval, popravil vse družbene pač pravilnosti, s tem, da bo potem doniral v te razne organizacije. No, ampak on je pomemben tudi zaradi tega, ker pač ne samo, da je pač služil denar prek tradanja in ga potem da razdaja okoli, ampak je tudi imel velike načrte za preoblikovanje ameriške politike, da bo na ta način lobiral je, zato da bo ustrezala tej dolgoročniški agendi oziroma agendi učinkovitega altruizma. Naprimer, v začetku lanskega leta je financiral kongresno kampanjo Kerrika Flina, nekega tudi dolgoročnega raziskovalca na Inštitutu za prihodnost človeštva, kateremu je doniral $12 milijonov. In hkrati se tudi zavezal, da bo na naslednjih volitvah 2024 porabil 1 milijardo sredstev in pač res je hotel to narediti, zdaj ne mora, ker pač so mu zaplenili stvari, ampak tu je pač ta primer, kako pač te ljudje so ljudje na pozicijah moči. Potem še dva bom omenila. Oziroma mogoče še Petra Thiela sem hotela tukaj omeniti. Tudi Peter Thiel je milijarder, nimam ga napisanega, tudi milijarder, podjetnik, venture capitalist, politični aktivist. On je ustanovil PayPal, bil je prvi zunanji vlagatelj v Facebook, pač bil je tudi ta guest speaker na konferencah efektivnega altruizma. Velike vsote denarja doniral v raziskovalnem inštitutu za strojno inteligenco. Pa on je bil tudi zdaj glavni oziroma povodnik tega padca Silicon Valley banke, ker je pač rekel s tem svojim venture kapitalistom, da naj poberejo denar ven in pa so si pobrali in potem je pač to sprožil, ne vem, če ste sledili, no, ampak ja, to je ta Peter Thiel. Zdaj sem je pa tam, je pa nekam šel. Mogoče bom omenila še zadnji primer, generalni sekretar Združenih narodov, ki se mi zdi tudi pač eden, dober primer tega, kako
vplivna je ta ideologija. Generalni sekretar Združenih narodov je 10. septembra 2021 objavil poročilo z naslovom Naša skupna agenda. To poročilo je bilo zelo pomembno za tiste, ki se ukvarjajo z dolgoročništvom in eksistenčnim tveganjem in afektivnim altruizmom. Pač tako pisali so, uspelo nam je, prišli smo, ne vem, začeli smo producirati neke realne družbene spremembe. No in to poročilo izrecno uporablja ta jezik dolgoročništva oziroma njihove koncepte ter predlaga konkretne predloge za institucijo, ki bodo naslavljale prihodnje generacije ter se soočala s temi težavami, ki jih oni izpostavljajo. No in nekaj pomembnih značilnosti tega poročila je, da, kot sem rekla, izrecno obravnava ta njihov kategorije prihodnjih generacij, dolgoročnosti, eksistenčnega tveganja. Poleg tega pa tudi predlaga več inštrumentov za zaščito teh prihodnjih generacij. Predlagajo redno poročanje o megatrendih in katastrofalnih tveganjih, predlaga posebnega odposlanca za prihodnje generacije. Mislim, ker to je hkrati dosti splošno, da pač ni nujno, ni tako, da citirajo vse te ljudi, ampak še vseeno, če bo pač do vseh teh ukrepov, ki jih to poročilo predlaga, dejansko prišlo, bodo to ljudje, ki bodo imeli položaj v tej novi infrastrukturi, ki jo hočejo vzpostaviti. Tako. Zdaj, pač, kar sem hotela tukaj pokazati, je to, da kljub tomu, da se res zdi neka obskurna ideologija, za katero ni nihče slišal, oziroma saj potem, ko slišiš, misliš, ne, to ne mora biti nekaj resnega, pač nekako to je velika stvar. Res, ko sem rekla, cel oddelek filozofije na univerzi na Oxfordu, vsi pač veliki privatni, ki to zastopajo. Tako da se mi zdi res pač vsaj nekako ključno, da danes o tem pač razlišamo, no? Zakaj točno, oziroma bolj poglobljeno, iz česa izhaja, pa zakaj, kako je to do tega sploh prišlo. In kot sem rekla, je zadeva šla iz afektivnega altruizma, učinkovitega altruizma. Učinkoviti altruizem je projekt, zdaj malo ponavljam to definicijo, no, ampak predvidevam, da verjetno ne veste, tako da mogoče boš, da slišite večkrat. Učinkoviti altruizem je projekt, katerega cilj je najti najbolj učinkovite načine za pomoč drugim ljudem in te načine uporabiti v praksi. Tako kot sem rekla, je tako raziskovalni projekt, namenja ogromne denarja za pač research, tako teoretski kot empirični, in je tudi neka praktična skupnost, ki potem donira denar za to, da bodo različne organizacije, institucije naslavljale te probleme. Ideja efektivnega altruizma torej spodbuja posameznike, da donirajo del svojega bogatstva v dobrodelne organizacije, kot so tudi UNICEF, Oxfam, Malaria Foundation, oziroma različne te dobrodelne stvari. Ponavadi nekaj teh primerov, kot sem rekla, sta leta 2012 William McCaskill in Toby Ord na Oxfordu ustanovila Center za efektivni altruizem. V osnovi je bilo to mišljeno kot neka umbrella organizacija oziroma krovna organizacija za ta dva inštituta, ki so jih že prej ustanovili, ta Giving What We Can, pa 80,000 ur. In to je zanimivo tudi zato, ker pred ustanovitvijo tega centra učinkoviti altruizem ni imel zares svojega imena. Včasih smo rekli optimalna filantropija, včasih racionalni altruizem, racionalni zaradi tega, ker se ponašajo, da druge humanitarne organizacije delujejo na podlagi neke empatije in čustev, oni se pa zadeve lotujejo racionalno in premišljeno. No in po ustanovitvi tega centra pa je nekako se ustalil ta termin učinkovitega altruizma. Kot sem rekla, zakaj je učinkoviti, kot ta center definira samega sebe. Učinkovit altruizem pomeni uporabo dokazov in razuma, da ugotovimo, kako koristiti drugim, kolikor je le mogoče in delujemo na tej podlagi.
No, pa so pa še nekih drugih primerov. Veliko filozofov je bilo povezano, filozofi tudi, meni je to še posebej zanimivo, ker sem pri poklicu filozofinja in pač nekako filozofi se počutijo še posebej poklicane v primeru efektivnega altruizma. Naprimer, Peter Singer je v zadnjih 40 letih naj bi doniral 10% svojega dohodka učinkovitemu altruizmu oziroma podobnim organizacijam, preden je učinkoviti altruizem nastajal. Potem en tak primer so filozofi proti malariji, ki je kolektiv, ki je, mislim, da par let nazaj spodbudil 26 oddelkov filozofije iz celega sveta k prijateljskem tekmovanju, kdo lahko zbere največ sredstev za zdravilo proti malariji. Čeprav, kot sem potem gledala, so zbrali samo $50,000, tako da ni bilo zelo uspešno, ampak so se prodajali kot, mi bomo zdaj nekako rešili malarijo in revščino vse to. Torej, to je ta neka osnova ideja in dolgoročništvo izhaja iz tega. Čeprav, ko bom pokazala potem, je nekako zelo ključna razlika med obema gibanjima. Zdaj bi pa rada povedala, kaj točno, oziroma bolj podrobno o teh idejah, ki jih zastopajo. Dolgoročništvo zagovarja idejo, kot sem rekla, idejo tehnološkega utopističnega postčloveškega raja, do katerega naj bi prišli s pomočjo genskega inženiringa radikalno izboljšanih ljudi, ki naj bi kolonizirali vesolje in omogočili obstoj kvadrilijona digitalnih ljudi, ki bodo živeli v virtualni simulaciji nekaj 100,000 let od zdaj. To so vsi ti ljudje, katerih sem vam prej razlagala. Vsi so iz Oxforda, razen ta, v sredini. Glavna ideja, na katerih... Torej, glavna ideja, na katerih se ta ideologija napaja, so transhumanizem, eksistenčno tveganje in totalni utilitarizem. Tako da zdaj bom nakratko povedala, kaj so te 3 stvari, za katere mislim, da najbolj predstavijo celotno ideologijo. Torej, transhumanizem. Transhumanizem je filozofsko in znanstveno gibanje, ki zagovarja porabo trenutno obstoječih in nastajajočih tehnologij, kot so genski inženiring, krionika, umetna inteligenca, nanotehnologija za povečanje človeških zmogljivosti in izboljšanje človeškega življenja. Rečeno zelo preprosto, je transhumanizem ideja, da bi morali z naprednimi tehnologijami preoblikovati svoje telesa in možgane ter ustvariti superiorno raso radikalno izboljšanih postčloveških bitij. Torej, transhumanizem trdi, da obstajajo različni postčloveški načini bivanja, ki so veliko boljši od trenutno obstoječega človeškega obstoja. In lahko bi, na primer, genetsko spremenili ljudi tako, da bi dobili popoln nadzor nad svojimi čustvi ali dostopili do interneta prek nevronskih vsadkov ali morda celo prenesli svoje misli na računalniško strojno opremo, s čimer bi dosegli idejo digitalne nesmrtnosti. To je zelo močno prisotna ideja, ta digitalna nesmrtnost. Kot poziva Oort v svoji knjigi The Precipice, citiram, pomislite, kako čudovito bi bilo zaznavati svet z eholokacijo, kot netoperi in delfini, ali magnetorecepcijo, kot rdeče lisice in golobi samovarovalci. Izraz transhumanizem je prvi uporabil britanski eugenik Julian Huxley, to je brat Aldousa Huxleya, avtorja Krasnega novega sveta. Susan Levin v knjigi Posthuman Bliss, The Failed Promise of Transhumanism, pa pokaže, da ima sodobni transhumanizem korenine v anglo-ameriškem eugeničnem gibanju. Anglo-ameriško eugeniko je uvedel Francis Galton, to je ta tretji zraven Muska pa Bostroma. In med njima ne bi bilo kar nekaj vzporednic. Med drugim je ključno vztrajanje, da znanost določa in usmerja razvoj človeštva in da bi lahko celoti dosegli nivo moralnih odnosov, ki smo jih sposobni, oziroma altruizma in samokontrole, zato rabimo večjo in biološko nadgradnjo osnovnih človeških sposobnosti. Najvidnejši transhumanist danes je Nick Bostrom. On je tudi veliko pisal na to temo.
naprimer v članku Embryo Selection for Cognitive Enhancement, Curiosity or Game Changer iz leta 2014, ki ga je napisal v soavtorstvu s svojim kolegom na Inštitutu za prihodnost človeštva, razliskuje neko možnost inženiringa človeških bitij s super visokim inteligenčnim kvocientom in s tem, kako naj bi pač pregledovali zarodke na ta način, da bi pridobili želene lastnosti oziroma uničili tiste lastnosti v ljudeh, ki jih ne želimo. No in potem imate cele te neke izračune, koliko teh zarodkov moraš dati skozi selekcijo, zato da potem dobiš ta IQ 130 in ja. Torej pač kot sem rekel, poleg tega tudi zelo popularna ideja nesmrtnosti. Bostrom pravi, da obstaja sicer manj kot 1% možnosti, da bomo v času našega življenja doživeli to točko digitalnih ljudi oziroma umetne inteligence in točko vseh pač teh stvari, ampak tudi, če obstaja zgolj 1% možnosti, moramo še vse narediti, kar je v naši moči za to, da bomo razvijali te biokemične procese oziroma to tehnologijo, ki vpliva na biokemične procese in omogoča, da bo do tega naj bi prišlo. Drugače se pa dolgoročnosti načeloma izogibajo tega termina transhumanizem, ponovadi rečejo, ne, se v bistvu nismo transhumanisti, glih zaradi teh negativnih asociacij z evgeniko. Je pa transhumanizem izredno priljubljen med fani dolgoročništva in efektivnega altruizma v Silicijevi dolini. Naprimer, Elon Musk je velik pristaš krepitve kognicije, kot sem rekla, ustanovil je podjetje Neuralink. To podjetje je leta 2021 zbralo več kot $200 milijonov novih sredstev za začetek preizkušanja računalniških čipov, ki jih dajo ljudem v možgane. In pač, veliko raziskav je predvsem na ljudeh s poškodbo hrbtenjače, da bi jim pomagali ponovno shoditi. Pač, tukaj bi rada mogoče povedala to, da zdaj ne jaz nočem trditi, da vse te neka podjetja, ki se ukvarjajo z temi čipi in z izboljšanjem človeških življenj, so neposredno slaba. Mislim, da je tukaj seveda novo vprašanje oziroma bi mogla biti diskusija, kaj zdaj želimo, katero tehnologijo želimo razvijati, pa katero ne. Ampak to tukaj omenjam predvsem zato, da vam pokažem te neke glavne, na čem še vseeno temelji. Torej, ja, ko je govor o transhumanizmu, je ponavadi govor o ljudeh kot skupaj nekega potenciala, ki je kot neke vrednosti, ki obstaja vseh nas in še ni uresničena, ampak bi lahko bila. Po mnenju Bostroma in Orda, s tem, ko nam ne uspe doseči transhumanizma, ne uspe doseči tega vsega potenciala, to neposredno vodi do eksistenčne katastrofe. In eksistenčna katastrofa je najslabša stvar, ki se za njih lahko zgodi. Glavni cilj dolgoročništva je, da storimo vse, kar v naši moči za to, da ne pride do te eksistenčne katastrofe. In v enem izmed svojih poskusov, da bi zdaj ljudje povedal, kako pač opozoril na to, kaj zamujamo, oziroma da bi se izognil tej eksistenčni katastrofi in jih prepričal, da vseeno pa pač moramo narediti vse za to utopično družbo, je med drugim ta Nick Bostrom napisal pismo iz utopije, v katerem se pretvarja, ki je tako najbolj cringe stvar, ki mi jo je rata najti. In v tem pismu iz utopije, sem jo prav dala prvi začetek, se pretvarja, da živi v tej idealistični družbi postčloveškega transhumanističnega raja in ki je polno super inteligentnih bitij in govori, kakšno je življenje tam. Naprimer, have you ever experienced a moment of bliss or rapids of inspiration maybe, or pulsing ecstasy of love? To je pač ta ideja postčloveške družbe. No, drugi koncept je eksistenčno tveganje. Koncept eksistenčnega tveganja je uvedel Nick Bostrom v članku iz leta 2002, Existential Risk, Analyzing Human Extinction Scenarios and Related Hazards.
Bostrom je prvotno opredelil eksistenčno tveganje kot vsak dogodek, ki bi nam preprečil ustvarjanje transhumanistične postčloveške civilizacije. In sicer pravi, tveganje, ker bi neugoden izid uničil inteligentno življenje zemeljskega izvora oziroma trajno in drastično okrnil njegov potencial. To je definicija. Eksistenčno tveganje je tisto tveganje, zaradi katerega je ogroženo človeštvo kot celota. Eksistenčne katastrofe imajo velike negativne posledice na nadaljnji potek človeške civilizacije v celotni prihodnosti. Torej, na začetku je bilo eksistenčno tveganje zgolj to tveganje, eksistenčno tveganje z njih to tveganje, da nam ne bo uspelo doseči te uresničitve potencijala trans ljudi. To je, da nam ne bo uspelo razviti teh digitalnih ljudi. To je eksistenčno tveganje. Naprimer, globalno segrevanje ali pa lakota ali pa družbena enakost, to niso eksistenčna tveganja, so del eksistenčnega tveganja, vkolikor nam onemogočajo oziroma zavlačujejo ta prihod do te naše fiktivne prihodnosti. Torej, pristajajo na to, da sicer obstajajo tudi te drugi družbeni problemi, ampak še vseeno ti družbeni problemi so zares problemi, vkolikor se grejo v nasprotju z tehnološkim razvojem. No in tudi tukaj se povsem spremeni pogled na to, kaj je težava človeštva in kaj ne. Naprimer, druga svetovna vojna, genocid, jedrske nesreče, vse to Bostrom pravi, da citiram, takšni dogodki so tragični za ljudi, ki jih takoj prizadenajo, ampak v veliki sliki stvari so tudi najhujše od teh katastrof le valovi na površini velikega morja življenja. Za razumevanje tega eksistenčnega tveganja bi na hitro omenila še 3 tudi tako dosti sci-fi ideje. Prva je opportunity cost, vse te definira Nick Bostrom. Opportunity cost je ideja, da bodo s to napredno tehnologijo v neki prihodnosti živeli ti digitalni ljudje in vsako leto, ko mi ne razvijamo tehnologijo oziroma, ko se ne razvija tako zelo učinkovito, kot bi se lahko razvijala, nastane opportunity cost. In ta opportunity cost so zračunali in sicer, če ne razvijamo tehnologije dovolj hitro, lahko v najslabšem primeru to privede do tega, da bo vesolje koloniziralo 10 na 13 potencialno digitalnih ljudi na sekundo manj. Torej, za vsako sekundo pa 10 na 13 manj teh digitalnih bitij. Torej, to pomeni, da če s tehnološkim razvojem in gospodarskim napredkom samo za 1 sekundo prekoloniziramo vesolje, bo živelo v prihodnosti toliko in toliko več ljudi, kot bi živeli drugače. Potem je tehnološka zrelost. Tehnološka zrelost je doseganje zmogljivosti, ki omogoča raven najvišje gospodarske produktivnosti in največje možne stopnje nadzora nad naravo. Torej gre za ta potencial, ki ga tokrat ne poseduje ljudje, ampak tehnologija. In tehnološka zrelost je ta ideja, da tehnologijo razvijamo do največje možne stopnje, kar jo je možno v trenutnem obstoju. In potem še kozmična obdarjenost. Kozmična obdarjenost so pa viri, kot so zvezde, planeti, asteroidi, energija, ki jih mnogi, ki so potrebni za izpolnitev našega dolgoročnega potenciala in za razvitje te postčloveške vrste. No in potem še zadnji, tretji koncept, ki bi rada omenila, je totalni utilitarizem. Ker tukaj je vprašanje še vse na koncu, zakaj bi želeli preprečiti eksistenčno katastrofo, oziroma zakaj je za njih to najslabša možna stvar in ti digitalni ljudje, zakaj so tako pomembni. No, odgovor na to, zakaj so to tako pomembni, je to, da so oni totalni utilitaristi. Zdaj, kot sem rekla, utilitarizem je normativna etična filozofija, ki predpisuje dejanja, ki vodijo do maksimalne sreče in dobrega počutja za vse udeležene posameznike. Torej, v primeru dolgoročništva je naša moralna dolžnost, da naredimo vse, kar je mogoče za to, da dosežemo preživetje teh digitalnih ljudi. In zdaj tukaj je razlika med poprečnim, average in totalnim utilitarizmom. Pri poprečnem utilitarizmu se
sreča oziroma dobrobit človeštva računana glede na povprečje. Naprimer, če imamo 100 ljudi in vsi so različno zadovoljni s svojim življenjem, eni so na lestvici od 1 do 10, naprimer 5, eni 7, eni 4,3 in na povprečni utilitarizmu se potem zračuna neko povprečje, koliko je ta populacija srečna. Pri totalnem utilitarizmu se pa ne gleda povprečje, ampak se gleda neto vsota, torej gleda se za vsakega posameznika in potem se gleda celoten seštevek. Naprimer, če je nekdo 3, nekdo je 7, nekdo je 8, je potem končna sreča te skupnosti, je vsota vsega tega. No in zaradi tega so oni tako obsedeni s tem izračunavanjem, koliko teh digitalnih ljudi naj bi pač bilo, zaradi tega, ker več kot je teh ljudi, bolj moralno je njihovo delovanje oziroma lažje opravičujejo te stvari, ki jih zagovarjajo. No in tukaj sta dve težavi tega totalnega utilitarizma. Prva je ta repugnant conclusion, pri tem gre preprosto za to, da če ne gledaš povprečja, ki ima tudi sicer svoje težave, ampak gledaš to neto vrednost, je problem ta, da več kot imaš ljudi, boljša je družba. V tem smislu, da preprosto dodajaš nove ljudi, se sreča oziroma blagostanje družbe preprosto veča. In potem več kot je teh digitalnih ljudi, pač boljša je družba, mislim, ne. Moraš reči, tudi če imajo neke minimalne življenjske pogoje, če imajo njihovo življenje pač ni zares dobro, je v celotni sliki je pač boljš, da jih je več. No in zaradi tega, to je pač glavna težava te teorije, zaradi tega, ker so te številke tako zelo enormne, lahko z njimi res upravičijo karkoli. Naprimer, prej sem govorila o tem efektivnem altruizmu, ki je še vedno neka dobrodelnost. Oni še vedno verjamejo, da če imaš pač nek presežek denarja, ga moraš darovati za zdravilo proti malariji ali za odpravljanje revščine. Oni pač rečejo ne. Zakaj? Ker pač moraš preračunati. Če imaš ti, naprimer, 1000 evrov in bi ta 1000 evrov lahko porabil za to, da rešiš tam nekega otroka iz revščine ali najdeš zdravilo za malarijo, bi mogoče rešil 100 ljudi, ampak če teh 1000 evrov doniraš v neko podjetje, ki se ukvarja s tehnologijo, boš ti potencialno rešil milijarde teh digitalnih ljudi v prihodnosti. In ti kot totalni utilitaritist preprosto moraš donirati ta denar za razvoj tehnologije. Pač ta tvoja moralna dolžnost ti nalaga, da tako deluješ. Tako da zdaj za konec bi povedala še itak sem že par nakazala jih, ampak vse nekako 3 glavne kritike te ideologije dolgoročništva. Zdaj, pač seveda, kot sem rekla, ta ideologija še vsaj naslavlja neke realne težave v svetu, predvsem učinkoviti altruizem. Še vedno, strinjamo se lahko s tem, da obstaja eksistenčna nevarnost za človeštvo. Po raznih raziskavah imamo ljudje 50% možnosti, samo po 50% možnosti, da sploh preživimo do leta 2100. Ravno tako je, naprimer, ta dobrodelništvo ima neke svoje, oziroma učinkoviti altruizem ima gotovo pač neke svoje pozitivne lastnosti, ker se še vseeno distribuira nek denar, ki pač se drugače ne bi. No, ampak tukaj bi rada opozorila na 3 stvari, ki jaz mislim, da so tako najbolj ključne. To dolgoročništvo v temelju deluje kot ideološka legitimacija kapitalističnih produkcijskih razmerij. Torej, na prvi pogled se kaže kot ideologija, ki jo skrbi za prihodnost človeštva in ki za razliko od starih kapitalistov, ki so bili res fokusirani samo to na ta dobiček in niso mogli videti dlje od tega. Oni zdaj razumejo kot nekdo, ki jim je dejansko malo za človeško prihodnost. In to, ampak v resnici pa pač kaj delujejo zgolj ohranjajo in reproducirajo že neke obstoječe razmerje moči. Druga, tudi najbolj zelo obvious, je, da deluje po principu trickle-down economics, torej deluje pač predvsem ta učinkoviti altruizem. Torej, njihova ideja je, da
to, da se bogatstvo koncentrira v peščici nekih privatnikov, ni zares tako slabo, ker potem oni prek teh raznih donacij to redistribuirajo v širšo družbo. Ampak vzajemo, to ne deluje na ta način. No in potem še tretja stvar je ta, da pač zakrivajo oziroma onemogočajo, da bi prišlo do neke realne družbene spremembe, zaradi tega, ker predpostavljajo, da je problem distribucija bogatstva, torej to, kako se da bogatstvo razporeja, ne pa način, kako ga, torej ne produkcija, torej ne način, kako se bogatstvo ustvarja. Če hočem dejansko družbeno spremembo, se mora spremeniti privatna lastnina, forma, v kateri obstaja delo, ne pa zgolj, torej spremeniti se mora produkcija, ne pa distribucija. Potem druga stvar je, da pač jaz mislim, da gre za neko lažno filantropijo. Zdaj po eni strani se ves čas govori v imenu teh dobrobiti človeštva, ampak na več nivojih potem priznava, da so določeni ljudje več vredni kot neki drugi. Pač prvi primer je ta digitalni ljudje v prihodnosti, preprosto zato, ki jih je toliko več, ne, so zdaj bolj pomembni oziroma moramo jih imeti na neki prioritetni listi, ko razmišljamo, kako bomo delovali. Druga stvar je pa tudi, da tukaj imam še neke citate, ki v bistvu sem že upovedala, tako ne bom, no. Ampak druga stvar je pa tudi, da ne samo, da so digitalni ljudje pomembni bolj, tudi v že obstoječih družbah so nekateri ljudje več ali družbe več vredni kot drugi. Naprimer Backstead, ki sem ga prej omenjala, je leta 2013 napisal članek o izjemnem pomenu oblikovanja daljne prihodnosti, ki ga Toby Ord opisuje kot eno najboljših besedil o eksistenčnem tveganju. In Backstead v tem članku zagovarja, da je bolj kot karkoli drugega v sedanjosti pomembno to, kako bodo naše dejanja vplivala na ljudi v prihodnosti. Ampak kaj ta dejanja so, ne, počnemo en citat, nima ga gor. Eden izmed njegovih tez je: reševanje življenj v revnih državah ima lahko bistveno manjše učinke kot reševanje in izboljšanje življenj v bogatih državah. Zakaj? V bogatejših državah je bistveno več inovacij, njihovi delavci pa so veliko bolj gospodarsko produktivni. Zato se mi zdi bolj verjetno, da je reševanje življenja v bogati državi bistveno pomembnejše od reševanja življenja v revni državi, če so druge stvari enake. To je dobesedni citat iz njegovega članka. Torej, ker so bogatejše države bolj tehnološko inovativne, je bolj smiselno, če imamo omejene količine denarja, da investiramo v njih. Potem Hilary Graves, to je ta britanska filozofinja, ki sem jo prej kazala, profesorica filozofije na Oxfordu, direktorica Global Priorities Institute, raziskovalnega centra za učinkovit altruizem, pač polno nekih drugih pozicij. Tudi pravi, da intuitivno mislimo, da je prenos bogatstva od bogatih k revnim najboljši način za izboljšanje sveta. Toda dolgotrajna razmišljanja kažejo, da bi lahko bilo nekaj drugega. Tukaj mi je pa zmanjkalo. No, torej ona pač reče, da nasprotju za splošno idejo, da je prenos bogatstva od bogatih revnih najbolj humanitarni način. Ona zagovarja, da ne, da je v bistvu, pač ker ima oni večje pozicije moči in to vso to tehnologijo, da je v bistvu bolj smotrno, oziroma da ni najbolj nujno, da je to najbolj smotrno. No, neka druga, potem še ideja, je na primer ideja o nadzoru, ki zagovarja Nick Bostrom, ideja o nadzoru populacije. V članku The Vulnerable World Hypothesis iz 3 let nazaj Nick Bostrom pravi, da bi morali resno razmisliti o postavitvi globalnega invazivnega nadzornega sistema, ki bi v realnem času spremljal vse ljudi na planetu, da bi ukrepili zmogljivosti za preventivno policijsko delovanje. Torej, in pa nekod drugod je tudi zapisal, da bi morale države uporabiti preventivno nasilje vojne, zato da bi se izognile vojnam oziroma nasilju v prihodnosti. No in še zadnja kritika.
mislim, da pač ta dolgoročništvo poglablja obstoječe družbene težave. Kaj je eksistenčno tveganje, je dejansko definicija tega tveganja sama na sebi problematična, ker kot sem rekla, pač največje eksistenčno tveganje je to, da ne bomo dosegli vsega svojega potenciala in razvili teh digitalnih ljudi. Vse ostale dejanske tveganja so podrejena temu, oziroma so težava zgolj kolikor onemogoča ta razvoj. No in tukaj so najboljši primer, kje se to pokaže za težave globalnega segrevanja. Naprimer, William MacAskill, on reče, da pač to, da zdaj izgorevanje fosilnih goriv je dejanska težava, ampak zakaj? On reče, da je to težava zaradi tega, ker prihajajo do teh podnebnih sprememb. Za njega je težava to, ker kurimo neobnovljive vire energije. In on pravi, da pač potem, da je to težava zato, ker potem, ko bo družba propadla in bo potrebna industrializacija 4.0, bomo rabili fosilna goriva, zato da družbo obnovimo. In zato je za njih problematično, da jih danes izgorevamo. No pa tudi, čeprav so vsi ti ljudje, ki jih zdaj omenjam, in stvari, ki jih delajo, disproporcionalno odgovorni za podnebne spremembe, so še vedno bodo od njih najmanj prizadeti. Naprimer, Peter Thiel, velik zanikatelj podnebnih sprememb, ima svoje zavetišče pred apokalipso na Novi Zelandiji. Richard Branson to je pač nek poslovni magnat, komercialni astronaut, podjetnik, ima svoj otok, odporen proti orkanom. Jeff Bezos je kupil približno 400,000 hektarjev v Teksasu, Elon Musk se pa itak hoče preseliti na Mars. In pa tudi gleda sem eno raziskavo, ki poroča, da je več kot 50% milijarderjev iz Silicon Valleyja je že kupilo določeno raven zavarovanja pred apokalipso, ker so ponavadi podzemni bunkerji. No in potem še zadnji primer teh bizarnih predlogov rešitev. Robin Hanson, to je profesor ekonomije in raziskovalni sodelavec na Inštitutu za prihodnost človeštva, velik zagovornik moških pravic, ki se s transhumanizmom ukvarja že od 90 let naprej, je leta 2008 z Nickom Bostromom uredil zbornik Globalna katastrovalna tveganja. In v tem zborniku ima svoj prispevek in tem prispevku trdi, da poda svojo rešitev, kaj svoj predlog, kako bi se mogli spopasti z prihajajočim propadom civilizacije. No in njegova ideja je, da je težava teh bunkerjev, ki jih zdaj kupujejo bogataši, to, da jih imajo samo bogataši in da bomo mogli mi zgraditi podzemne bunkerje, v katere bi naselili poljedelstve in ljudi, ki se znajo ukvarjati s poljedelstvom in nabiralstvom, oziroma ki imajo neke veščine preživetja, zato da bi potem, ko bi prišlo do neke apokalipse, prihodno človeštvo preživelo prek njih. In pa ima še nekaj ideje, da pač, ker povprečen človek danes nima več teh veščin, bi on te nek indigenous people, ki še vedno obstajajo, dal v te bunkerje, zato da bi potem na dolgi rok zagotovili preživetje te civilizacije. Skratka, bizarno, zelo bizarno, ampak to je nekako moja predstavitev. Hvala za predstavitev. Imate vprašanja, mogoče nalaže z dvigom rok, mogoče začnemo pri. Jaz sem namenil morebitno všetkovsko vprašanje. Torej, a so ti liki tudi proti splavu, recimo? Ker totalni utilitarizem brez nekih mentalnih akrobacij ima pogosto to implikacijo. In cel ta koncept opportunity cost, tudi se mi zdi, da gre v to smer, da pač moramo na vse načine pač množiti ljudi. Ja. Mislim, da je
Ja, eden izmed, mislim, za to za splav ne vem pa, da je eden izmed glavnih skrbi njihov, ni pač to, da bo svet preveč, da bo populacija preveč narasla, ampak da bo upadla. Zaradi tega, ker pač če bo manj ljudi živelo, bomo po njih pač nekako manj hitro razvijali tehnologijo. Tako da je ta skrb, da je eden izmed glavnih groženj človeštva je to, da bo pač upadla populacija. Tako da ne vem pa za konkretno zdaj za splav pa te politike, ali imajo zdaj tam neke politične stališča, ne, ampak... Mene v bistvu zanima glede transhumanizma. A je kakšna oziroma kakšna povezava z religijo? Pač to čisto zaradi tega, kar sem videla, da se pri nas dejansko dela na transhumanizmu na teološki fakulteti. Aha. Je pač projektno. Zdaj ne vem, je to njihov projektni pragmatizem v ozadju tega, ali pač kakšna povezava dejansko v tem? Za religijo, joj, to ne vem zares. Ja, ne vem, kaj na fakulteti? Praktično je, mislim, ok, pri nas jih imaš komel malo naslovo ponovati neki transhumanizem, samo da se vemo, kaj se ne dogaja. Edini, ki se poleg nas razpisujejo projekte iz transhumanizma, pa jih delajo, sem teološki. Ja, mislim, da tukaj po moje, pač ne vem, zdaj malo špekuliram, ampak odvisno po tem, kako razumeš religijo. Kot sem rekla, nekateri rečejo, da to v bistvu, jaz rečem temu planska ideologija, ne? Nekateri rečejo, da je pač kvazi religiozni red, ker so v bistvu ti fanatiki, pač ne privrženci. Zdaj po moje odvisno, kako se to definiraš kot iz tega stališča dolgoročništva, ampak iz same povezave med transhumanizmom in religijo pa pač ne vem zares, mislim, verjetnost tudi. Pač jaz sem se bolj na to eugeniko in na to selekcijo osredotočila. No, ampak imaš še eno linijo, če boš to si malo še Kje pa sem se kdo hvala, kje dobi te predpostavke o vrednosti življenja? To se mi zdi, mislim, to ni začemo upravičen. Zakaj vsako individualno življenje pač očitno, mislim, račun deluje, če je končno in pozitivno. Že ta, zakaj vsako net profit? Zato tudi ta argument o splavu, ne? Ja, to zaradi... Samo, če reče, da je pač absolutno boljš, če nekdo živi kot ne. Ful so optimisti. Mislim, ja, pač deluje zato, če si deluje v primeru tega totalnega totalitarizma, ne? Če rečeš, da je dobrobit oziroma sreča vezana na neto vrednost, torej ne na average, ne na to, ampak na... Ja, to je predpostavka, ne? To je predpostavka. Ne moreš iti v minus, ne? Ja, ne moreš. Če pa še vedno ena in še vedno prispeva. To je ful teološka, ne? Ja, se je to pravil. Če je pozitiv, pač ta, mislim, da res razumem, lahko greš v minus, ampak manj sklepajo, da tisto bo vsaj. Ne vem, če ne lahko človek v minus. Če šteješ vedno ena, potem si lahko 50 ali pa milijon, ne moreš biti pa minus, ne? Mislim, jaz sem razumel, da če trži človek, ki živi, a ne šteje v minus. Ne šteje. Ne, lahko je ja. Samo, a ni bolj v tem primeru, pač, če imaš ta povprečni utilitarizem, je še bolj repugnant conclusion. Ja. Ker če imaš recimo enega, ki je srečen 10, pa druga, ki je srečen 7, pa tretja, ki je srečen 3, kako ti pač višaš to povprečje, a punga 7, ko pa trojko ubiješ. Ja. Povprečje 10, ja. ne? Ja. Jaz sem drugače vprašanje te cifre, od teh triljonih. Ja. A to je na čemu temeljeno? Kakšni so izračuni tukaj? To so neki pošalno? Ja, pošalno je, pa zelo pošalno. Ni zares matematike zraven. Ne. Ja, mislim, pač... Nekako so mogli, vsaj nekako si mogli vpisati 10 na 24, pač odkje to pač. Mislim, se ima vsak svojo, tako da niti ta 10 na 24 ni pač ta fiksna. Imajo pa, naprimer, William McCaskill v svoji knjigi nima zares razlage te svoje številke, ima pa ponazoritev in pač imaš, ne vem, 10 strani, ki pokaže, ne vem, kaj je 1 milijon je ena oseba, potem pa pač listaš in kaže, kako bi se lahko predstavljal. Pač, ja, ni zares, no, nekih matematičnih utemeljitev. Kaj točno pomislijo s to idejo digitalnih prihodnosti? A to so... Možgani urbani, ja. V nekakšnih podih in da se vsa človeška aktivnost preseli na splet. Ja, tako, simulacije, računalniške simulacije. In to vidijo kot neko optimalno stanje, ja. Pa samo neizogibno. Oboje.
hkrati pač mislijo, da je tudi ta, naprimer, superinteligenca, ne, mislim, da vedno je ta dvorezni meč, ker ta ideja, da bomo enkrat prišli do te točke singularnosti, ker bo zavladala umetna inteligenca in bo toliko pač pametnejša od nas, to je za njih neizogibno in to se bo zgodilo. Ampak zaradi tega, ker je to neizogibno, je v našem interesu, da čim bolj hitrejš mi to razvijamo, zaradi tega, ker je endgame, jaz sem to, na kak način se bo to razvijalo, oziroma hočemo imeti čim več kontrole, v katero smer bo to šlo. Tako da v bistvu ta dvorezni meč, ker s tem potem ti, ko to razvijaš, še dodatno pospešuješ. Kakšna se zna bolj človeška aktivnost, recimo, ne vem, čez 50.000 let ali pa koliko časa že v prihodnosti? Ja, kot pravi pismo iz utopije, je neskončna ekstaza, pač splošna sreča. Sem tudi njih aktivnost. Ja, mislim, pač moja ideja tukaj je bila samo, da pač tudi jaz ne razumem zdaj vseh teh nekih njihovih, pa tudi ni, mislim, da je tu dovolj prostora za interpretacije, ne, ampak pač jaz sem hotela upozoriti med drugim tudi na to, no, da ni to neka konsistentna teorija, ni neka znanost, ki se razvija v nekih študijah, ampak je pač neka ideologija, skupek nekih nadzorov, praks, idej, ki se pa se mi zdi pač relevantna in pomembna, da jo razumemo, pa saj vemo, zakaj se gre, ker pač ima vpliv in ima moč in tudi mogoče čez zdaj še ne, pa tudi zdaj že. Pač ja, na dolgi rok mislim, da bo to še večja stvar, kot je. Tako da je to, ali je zdaj smiselna ali ni smiselna, mislim, pač je tudi neko vprašanje, torej kako je konsistentno, ampak bolje pomembno vprašanje, kako je lahko to tako velika stvar, kako je lahko pač ta teorija, pač kako lahko vsi ti ljudje to dejansko zastopajo, oziroma pa tudi kaj pomeni, da oni to zastopajo. Pa tudi kaj to pomeni stališče levice, kaj to pomeni stališče drugih planskih gospodarstv, ne? Ker so oni zdaj reclaimajo prihodnost. Oni niso zdaj več, ok, zdaj mi pohodimo samo pač imamo vizijo, imamo nek plan, kaj hočemo narediti. Tudi ta moment se mi zdi tudi zelo pomemben. Ker danes se še vedno, ko se govori o planskem gospodarstvu, se govori kot to nekaj, ki dela neka leva progresivna gibanja, medtem kot oni, pač privat sektor je še vedno fokusiran na proizvajanje presežne vrednosti, pač ni več tako. Oziroma, saj trudijo se imeti nek drug plan. Ja, sem mislil, da bi že drug krog, da lahko krdo. Ok, opažam prvo, da ta skupina ljudi zanika glavni slogan gibanja za podnebno pravičnost. Je planet B pravi on? Ja. Drugo, ko me zanima, kje ti vidiš bizarnost teh idej? Ker rekla si prej, da to ni neka znanost, ne? Ja. Oziroma njihov nalazor, da ni znanost, ne? Ampak v osnovi to so vsi visoko izobraženi, IT inženjeri, vsaj, pa drugi profili, znanstveni profili ljudi. Ja. Bizarno se mi zdi ta ideja, da delajo za dobrobit človeštva, čeprav pač bizarno se mi zdi ta ideja, pač ko si rekel, da je plan B. Torej ne gremo zdaj reševati dejansko obstoječih težav na zemlji, ampak gremo delovati za neko idealistično vizijo prihodnosti, ker pač iz njihovega stališča to ni bizaren plan. Bizaren plan je, pokolikor pač se vprašaš... Bizarnost je tvoja oznaka, pa me zanima, zakaj misliš, da je to toliko bizarno? Mislim, iz več stvari... Ja, ne vem, jaz, ko sem začela o tem brati in pač zbrala se te teorije, se mi zdela neka znanstvena fantastika, nekaj obskurnega in pa se mi zdi pač bizarno že samo to, da je tako zelo velika stvar. Oziroma, ne vem, pač... Fora je pač, kaj pa, če govoriš samo o naslednji generaciji, ne počneš iste zadeve. Pa nekaj pač argumentiraš na tem, pač moramo se odpovedati temu, da lahko naši zanamci živeli. Pač to delaš neko digitalno račun, in v bistvu delaš isto zadeva. To je pa prepričljivost argumenta. Pač zakaj pa ne bi zadeve raztegnil v tvojo prihodnost? Zato, ker je kupil. Ker je dobesedno prizadeto, ker nimaš za to podlage, ne v obstoječi tehnologiji, pač to je taka kondicija, da ne moreš zanesljivo napovedati. Čisto neč, dočim pa ti lahko zanesljivo napovedati ljudje, da otroci, ki se rojevajo, ne vem, na področjih, kjer je portalnica onesnažena s osiromašenim uranom iz municiji, da boš imel tako pa tako stopni defekt v otroci. Pač to lahko zanesljivo napovedeš.
to vemo in to je znanost in to so dejstva. To, da pač boš ti imel brains in a jar, ki bojo v super, ekstazi živeli, to je pa pač unik scena. In ti zdaj primerjaš, to je zdaj nekaj dejstvo, kar mi vemo, od pač ljudi, ki se ukvarjajo s tem, pa ki so epidemiologi, pa pač razumejo stvari, s tem, da pač, ne vem, nek model, ki je naredil fekal, pa razlaga, da so, ne vem, da boš imel pa kvadriljone super uživačev, desetine tisoče let v prihodnosti, pač ne. To se mi ne zdi niti približno isti red izjave. No? Ja, slippery slope, ne? Slippery slope, ja, in to je fallacy, če si prav rekel. Ja, ne mislim, da kje vmes meja. Pač kaj pa če, ne vem, čez 50 let pa je pač... Imamo statistiko na faksih, vse inženjeri. Ja, in imamo pač vrednostni račun. In lahko gledaš pač, koliko lahko zanesljivo neko reč napoveš. In ti lahko, ja, pač zanesljivo napoveš, okej, pa to se bo zgodili in bo slavo in izdarja za ti ljudi, ki se bojo zelo verjetno rodili in obstajajo. Okay? Zdaj, koliko zanesljivo to lahko napoveduješ za neko srednjeročno prihodnost, tukaj imaš nizke cifre, pa pač ni super za daljno prihodnost, tukaj pa ne vem, reči barem more time before you take it to the honestly. Uroš. Ja, hvala za mislim, ta razprava na koncu zelo dela, kar najbolj zanimiv del, pa najbolj ključen del, po mojem izgledanju je, kako ta ideologija funkcionira. Ne? To je na tistih točkah, kjer funkcionira. Funkcionira tako, da oni malo pač delajo to, kar delajo, pač z nekim drugačnim upravičilom kot sicer. Torej, mislim, na začetku tisto mrežo fundacij, pa to, ko si pokazala, so basically pač neki skladijo, mislim, med sabo pač, da imajo posvojo in zaradi nekega razloga rado še to ideologijo zraven. Če ne pač ne izpadajo avantgardne kapitale, ampak izpadajo pač najbolj navadni kapital, kot obstaja nekim na tem ni všeč, ne vem točno nekaj. To se mi moče najbolj ključen del, ker v bistvu ta ideologija pač ima neko funkcijo. Ja, ja. To se strinjam. Ja, ni to delano tudi davčno. Kako? Ja. Se to je tudi davčno, basically, konveriranih konceptov, ki imaš eno motivacijo. Ampak zakaj se je pa ta vruši dva problema? Meni se da zdi, da je en ful močen element, sploh če pogledaš te glavne ala Musk pa Thiel pa ki se toče zamrznil. Da si mal nekako te bogati ljudje, ki so ful zastopniki tega in podporniki med sabo prodajajo neko možnost za nesmrtnost. Kar je eno je ta, ki se hoče zmrzniti, Elon vem recimo, da se hoče uploadati, ne, pač potencialno, zato ima ta Neuralink, to je ne bi bil path do upload.com, ki je digitalna nesmrtnost. In se mi zdi, da je tukaj zato to popularno, ne pa še vsi ostali, ki pa upajo, Musk mi bo pa dal nesmrtnost, tako nekako nekje v zadnji mala, ne. Da se tudi zato to parija, sploh da imajo toliko fanov tudi, no, ker v bistvu to prodajajo v končni fazi. Se pa tudi hoče zamrzniti, da se bo verjetno kasneje lahko uploadil. Ker ima se motiva, ne, on pa bo nekaj predstavljeno. Ampak nekaj tadno. Tam ti se da bilo tudi zadaj prišel? Ja, sam hvala za to predstavitev. Predvsem, kar se meni zdi, da je pomembno, je, da si pokazala dobro, da gre za teh, rečemo temu, high-tech desničarjih, kako to ideologijo, za neko res dobro orientiranost. Moje vprašanje tebi je, v smislu, mislim, da bo to kaj bolj spodbudil ljudi, pa predvsem levico, ali pa levičarsko mišljenje, da bo sproduciralo neko novo rešitev, da ne bomo šli po tej poti, ki je realno možno, da se dejansko odpeli. Kaj bomo naredili, da ne bomo šli? Ja. Mislim, pač iz perspektive levice se mi zdi najbolj največja težava s tem, da se s takim stvarim preprosto ne ukvarja. Pač, ne? Da se preprosto ni zares, ne da jih ne jemlje resno, ampak da nekako je to izven nekak področja ukvarjanja. Naprimer, pač še vedno, ko se dela, ne vem, strankarsko kampanjo, pa se dela, ne vem,
pač trka od vrat do vrat in se prepričuje ljudi, ker je gotovo pomembno, ne, za ta neko vizijo prihodnosti. Potem neko drugo podjetje naredi Cambridge Analytico in prepriča tako milijone ljudi, pač ne, priliva njihovne mnenja. In je sama ta uporablja tehnologije, ne, torej pač pripoznavanje, da je to nekaj ključnega za prihodnost in da je tukaj treba se čisto preprosto spremeniti strategijo svojega delovanja, se mi zdi to pomembno. Pa druga stvar, ki se mi to zdi pomembna, je tudi ena stvar, na katero pozori McKinsey Work, ki reče, v bistvu govori o tem, da v knjigi Capital is Dead, is this something worse? Ona tam v bistvu govori o tem, kako se v sedanjosti je začelo nastajati neko novo družbeno razmerje, ko so se ti stari antagonistični odnosi med delom in kapitalom toliko zaostrili, da se ne morejo več razreševati znotraj kapitalizma in začelo nastajati neko novo družbeno razmerje in v tem novem družbenem razmerju stvari nimajo več forme blag, ampak informacij. In vsi data konglomerati, Google, Facebook, pač vse ti playerji delujejo, zdaj še vedno so podrejeni na nek način temu tržnemu delovanju, ampak ona pravi, da gre tukaj za neko glavno spremembo, zaradi tega, ker med drugim v kapitalizmu pač imajo kapitalisti v lasti produkcijska sredstva, medtem ko delavci imajo v delo. Tukaj pač te novi, v tem novem družbenem razmerju imaš sicer tudi dva razreda, imaš te vektorski razred, ki za razliko od kapitalistov si ne lasti pač produkcijskih sredstev, ampak si lasti pač moč uravnave celotnega produkcijskega procesa na ta način, da iz nekega informacije dobijo nek produkt. In te programerje, ki ona reče hekerski razred, da je pač novi delovski razred, ker gre za pač način, kako se stvari dobesedno pretvarjajo v informacije, kako iz vsega tega, kar mi zdaj pač delujemo, počnemo, vseh naših, ne vem, greš v trgovino in kupiš neke stvari in pač to nekdo zbira te podatke. Ne? Kako je to v bistvu neka zelo, zelo velika stvar, ki v bistvu zdaj uravnava ful velik del družbe in sčasoma tako prek družbe nadzora, kot prek tega novega družbenega razmerja. In se mi zdi, da pač težave levice s tem, da je preveč počasna, da pač to so te ljudje, ki to delajo in tudi mogoče nimajo te teorije, imajo to neke bizarne ideologije, s katerim to svoje delovanje upravičujejo in ga naprej pač spravljajo, ampak pač zdi se mi prepočasno oziroma nekako, da se bi moglo več s tem ukvarjati, ne vem. Ampak ne vem, to je vedno to težko vprašanje, kaj zdaj bi mogla levica narediti. Jaz sem to še malo, da to, kar si dobro rekla, to, ki so prevzeli kontrolno informacijo in v tem smislu se prevzeli še kontrolo nad masami. In tam imaš pač en velik problem, to, kar je glavno moč levice to, da lahko mobilizira mase, od Jakobincov, Bošnikov, Maovih mas, danes zgubljaš še na tej točki. Ker oni zdaj kontrola množic v bistvu gre preko teh kanalov. Glavno orožje. To se strinjam, ker meni se zdi cela ta ideja marksizma in pač Lenina in Mao in vse te ljudi, ki so včasih rekli, pač treba najprej zavzeti državo. Zakaj? Zato, ker država je bila, pač, če hočeš ti spreminjati družbo, moraš zavzeti centre moči in država je bila pač včasih res. Ne, pač, če imaš čez državo, imaš čez izobraževanje, imaš šolstvo, imaš vojsko, imaš vse. Ne, in to je pač bila zelo dobra ideja, imela zelo veliko smisla in smo probali, ampak pač ni delovala. In naprimer danes je ful veliko privatnih podjetij, ki ima ful več moči kot nekatere države. In zdaj pač samo iz tega, mislim pa zdaj zelo poenostavljam, no, ampak zelo neka ta ideja, da še vedno je država tista, prek katere bo šel ti delati revolucijo, ne pa pač ne drugi centri moči, ki so zdaj druge, kot so bili včasih. Čeprav pač pa imaš teorijo, da še vedno država zdaj nazaj pridobljeva moč. No? Že iz te perspektive se mi zdi tudi neka pomanjkljivost, no, da se ne ukvarja. Ampak ne vem zares, kaj bi bilo tukaj, mimo tega, da delaš svoje startupe in imaš svoje programerje, ki delajo nekaj drugega. No?
Mogoče še zadek. Dobro, glavnem, mene zanimivo ste rekli, da mislite, da levica je malo počasnejša. Jaz bi rekel, da ta ideologija je samo ali nadgradnja ali pa dodatek k klasični komunistični ideji, da vsak lahko uspe, da je vsem fajn, da sredstva delujejo. In tudi ta center moči, ko ste omenili, še vedno ta podjetje, ja, ok, imamo recimo, da imajo kapitalizacijo in vse večje kot recimo mnoge države, ne, recimo Slovenija ima BDP tam okoli 50 milijard, Elon Musk ima pa na računu, no, ki ne glih, da ima te 200 milijard, ne, v delnicah, ampak še vedno ta center moči kot država, če jaz sam iz elektrike izključim vse to, oni so končani. In ta njihova ideologija je samo, ko bi rekel, ta prah v naše oči, zato da, ker mi vidimo ta kapitalistične zdaj nasprotovanja, ki so, oni ustvarjajo dodatek k že obstoječi ideologiji, da bi lažje pač kontrolirali te mase, da bi lažje da ne bi prihajalo do novih revolucij, da pač najdejo kao novo rešitev, čeprav ni nova, še vedno isto klasično vse, da enako eksploatirajo in samo pač zdaj na mesto, da so te klasični kapitalisti zlobni, so te pač nas papelje v budočnost, ampak nič ne spreminjajo. Dejansko enako kradejo narod, enako razporejujo resurse nepravično in to je to. Ja, se s tem splošno strinjam. Ne, pač tam hočem reči, da se mi ne zdi, da levica zaostaja. Ne, da še vedno isti principi, ki so bili 100 let nazaj, oni pač samo malo smo tehnologijo dodali. In kot bi rekel zadnjič, ko je bil prejšnji predavatelj, so bili govorili o tem, je rekel, da računalnik, prvo, ko so ga izumili in ko se je pojavil, da je bilo to neverjetno, da je vsak človek lahko celo človeško zgodovino in znanje človeštva tako vladal, danes je pa to v bistvu inštrument, ki upočasnjuje razvoj človeka, ne ga dela bolj numnega in hkrati te ljudje prvo mislijo, da gre v budočnost, ampak hkrati pa peljejo v preteklost, tako ta in ja in ne v dialektično malo. Ja, se splošno pa se strinjam, ja. Mislim, jaz sem razmeroma podobno poanta. Zdaj se mi da včasih prezgodi skočno s temi nekimi spremembami razrednih razmerij pa tako dalje. Vse te tokovi informacij pa oglaševanje pa to v veliki meri je še zmer odvisno od same pač družbene produkcije, ki ostaja pač materialna. Vsa oglaševanja v končni fazi nimajo dejanskega smisla, če nimaš ti pač nekega produkta v zadnji za prodati. Zato se mi zdi, mislim, ne da bi tukaj hotel zanikati to, da je vsem pač pomembno, da nekako analiziramo tudi take pač neke pojave, ki se take ideološke pojave, ki se v kapitalizmu pojavljajo. Včasih se mi zdi, da dejansko kot levica v prezgodnji skočimo, pa začnemo iskati neke tako velikanske spremembe praktično na ravni baze. Ne vem. Mogoče, če že pod koncu, tako da še malo. Komentar kratek na to, pač sem še eno, da se vrnemo nazaj na eksistenčno tveganje. Moram komentar na to, da se zdaj rekel, me je spomnil na Vida Tomšič, ki smo jo brali danes iz leta 1971, ko je pač zelo kratka izjava o pomenu vrtcev in šolskega izobraževanja, kjer je bil v bistvu ravno ta razpon tehnologije omenjen seveda že takrat in pač primarno izobraževanje kot neka državno organizirano, kot pač element, kako se mladine uči soočati in pač delati v novem, zelo hitrem razvoju tehnologije. Pač seveda danes je pospešen, takrat je bil pač, ampak že takrat je bil ta občutek prehitevanost, kar pomeni, da rabimo šole, vrtce, da bomo pač otroke v to priozgojili. Ampak da se vrnem na eksistenčno tveganje. Vemo, ultimat eksistenčno tveganje je, pač to se ne bo zgodilo, ta utopija se ne bo zgodila. In pač, holokaust,
jedrske grožnje, to niso, ampak obstaja zdaj trenutno kakšno tveganje, ki ga oni znajo tako locirati? Če holokaust pa jedrske... Ja, da se sredstva ne bodo primerno alocirala, ne? Da pač tam tiste, ki bi lahko šel za razvoj tehnologije, oziroma to delovanje, ki ga oni smatrajo za najbolj učinkovito, da se bodo porabljale za neke druge stvari. To je pač mogoče. Mislim, da tudi te druge države vse priznavajo, da so, ampak kot sem rekla, to je pač val v morju zgodovine, ali kako je že rekel. Torej, ni zares pomen na dolgi rok, je to samo eno poglavje v človeški zgodovini. Ampak to poglavje ne, pač pa ima ta končni cilj. Še malo kakšno vprašanje? Mi smo vprašanje. Koliko je ta ideologija tako dejansko prekašljiva? Pak je prej dodali, pač en nozik prod neke, recimo, akademske elite, pa en pa je za tudi najbogatejši kapitalist v svetu, ampak ok, koliko pa je to tako, recimo temu odločevalcih do vlade, pa ne vem, politika, je to del platform, koga, ali to kako vidim še v političnem diskursu všeč, pa če to, recimo, bolj fringe ideja, ki je zali, kar te tudi. Mislim, vem to, ker sem na začetku predstavila te nekih par primerov, poskusov lobbyinga, pa ne, da bi se nekako upoštevale te ideje, ampak še vstajno to je zdaj, ne vem, mogoče 10 let stvar. Tako da zdaj nekih poskusov tega, da bi že neke policije to spreminjali, pač nisem zasledila. Definitivno so pač, bili poskusi, da bi nekako prodrli to, ne vem pa tudi, zdaj, kot sem rekla tudi na začetku, zdaj malo ljudi si pač tako reče, ok, jaz sem predstavnik tega efektivnega altruista ali pa dolgoročništva. Veliko gre tudi za to, da ljudje upravljajo te koncepte, pa razmišljajo na ta način, pa pač ne rečejo temu zares na ta način. Tako da zdaj, ampak to bi bilo po moje, koliko je zdaj to prisotno v teh nekih policijah, pa to zdaj to po moje bi mogla biti zdaj poglobljena raziskava bolj, da se gleda, koliko je zdaj pač to res prisotno, to ne vem. Ja, prej si rekel to bizarno, to si verjetno mislil. To sem jaz mislila, to sem mislila samo za ta zadnji primer tega, ki je rekel, da bi mogli poljedelce dati v bunkerje. Ja, to, samo to je, to kot primer bizarne rešitve. To sem pa šele videla, da si se v to. Ja. Ne, meni je ena taka hecna stvar prihaja na točki utopije. Spravi, ko utopija, oni se zdi, ne, da nekako so v tej liniji utopistov, ki prosto imajo predstave v boljšem, drugačnem jutri, ne, in na nek način že posedujejo, se zdi, ne, sredstva, da bi to utopijo tudi dejansko dosegli. Se pravi, to je neka nova stvar. Vemo, da včasih so si predstavljali utopijo, pa niso imeli sredstva, da bi še do tja prišli. To, kar je hecno, je ta, se mi zdi, da nastane razkorak. Ok, oni si predstavljajo ta boljši jutri, kvadriljoni ljudi, ne staroseljci podzemlja, tako naprej, in da imajo potrebno znanje, da razvoj, recimo, celo pelje in proti tja. Kar je zanimivo pri njihovih intervjujih je to, če poslušate Ilona Muska in bomo rekli, zdaj dam jih vojno vreče, so na nek način generirajo vse te tehnologije, generirajo, jih tudi napovedujo, dajo kurse razvoja in tako naprej. Ampak tisto, kar hkrati govorijo, je, da jim ne točno vejo, kam to gre. Spravi, da je zadeva v smislu toliko kompleksna postava, da je dobila karakter nepredvidljivosti. Se pravi, neka hecna paradoks tu nastaja. To počnejo, kar počnejo, pa že njim sami priznavajo, to je nepredstavljivo. To je v vseh točkah, ki rečejo, da jih je strah. Ilona Muska je strah umetne inteligence. Čeprav jo sam tvorno vseh teh svojih pravzaprav peli. In zdaj ta utopija, ki oni naglašajo, rata neka hecna stvar, če ne vedo, kam zadeva gre. A ni to nekaj? Ja. Kaj pa, če ti ljudje ne vidijo nujno utopije v prihodnosti, ampak samo neke neizogibne točke, ko vejo, da bodo prišle so to raziskovanje in to, in se preprosto probajo
optimalno pripraviti na prihodnost in je to pač ta prvi poskus. Se to je 30 let stara stvar. Vprašanje, kaj bo sledilo, da je to samo tisti prvi premik v to smer, ki se mi zdi neizogibno, pa mogoče tudi je. Mi smo lajki, bog se ga vedi, kakšen nazor ima nekdo, ki se s tem res aktivno ukvarja, pa raziskuje zadeve, pa boš čas dela na tem. Mogoče mi sploh nimamo možnosti pogleda, da ima nekdo, ki pač čigar je to fokus, edini fokus raziskovanja. Ja. Imaš odgovor? Ne. Prav ste nekaj zapavila. Ja. Ponavlja se, vse je dialektika, vse se vrti, stale jajca. Hegel je rekel, pa Charles Fourier, pa Saint Simon, pa tako naprej, pa vse so bili utopistični bumbari. Ja, mislim, da smo počas izčrpali razpravo, oziroma neformalno še pač bomo nadaljevalno. Hvala Leji za to. Imam še samo dve stvari za konec. Nekdo je parkiral Toyoto. Sprašujem, če bi jo lahko prosim predstavil. Druga stvar pa je, naslednji teden nadaljujemo klasično četrtek ob 7. Predavo bo Gal Krismanič o planiranju v kapitalizmu. Verjetno bo kvalitetno predavanje. Od Gala se ne bi pričakoval malo kot kvalitetno, tako da vabljeni.